Športna zveza gluhih Slovenije, ki deluje znotraj Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, tudi letos organizira mednarodni teniški turnir, ki se je v Sloveniji prvič odvil pred desetletjem. Ta teniški turnir obstaja že od leta 2014, ko smo ga organizirali prvič v Portorožu, ter nadaljnje vsako leto do korone, ko smo imeli 4-letni premor. V tem času so zaprli teniško igrišče v Portorožu in zato smo morali poiskati alternativo, ki smo jo našli tukaj v Murski Soboti, od koder prihaja tudi naš Marino Kegl. Namen tega turnirja je, da teniški igralci igrajo za točke na svetovni lestvici, od katerih je odvisna razporeditev na velikih tekmovanjih, kot so evropska in svetovna prvenstva ter olimpijske igre gluhih, ki bodo prihodnje leto na Japonskem. Na turnirju tako letos sodeluje 14 tenisačev in 9 tenisačic iz kar 10 držav: Slovenije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Italije, Francije, Češke, Slovaške, Indije in Japonske. Pri moških imamo kar 7 iz prve deseterice na svetovni lestvici, pri ženskah pa 4 iz prve deseterice, na kar smo lahko zelo ponosni, da se je tu na našem igrišču zbrala vsa smetana gluhih tenisačev. Barve Slovenije bo na turnirju edini zastopal domači tenisač Marino Kegl, četrtouvrščeni na letnih olimpijskih igrah gluhih v Braziliji in tretji na svetovni lestvici gluhih. Zelo sem ponosen na moje rojstno mesto. Vesel sem, da sem s pomočjo mestne občine Murska Sobota, Spodnje zveze gluhih Slovenije, Radenske ustalije in teniškega kluba Murska Sobota ter vseh, ki sodelujete in pomagate, lahko povabil najboljše gluhe teniške igralce na svetu. Veliko mi pomeni razumevanje gospoda župana Damjana, ki ne deli športa na invalide in neinvalide. Mi je rekel, šport je šport. Vsi se morate enako truditi. Najbolj srečen bom, ko bodo vsi razmišljali tako. Takrat bomo tudi invalidi primerno obravnavani in v medijih prepoznavni in zaželeni tudi pri sponzorjih, brez katerih v današnjem času več enostavno ne gre. Želim si, da turnir uspe, kako je lani. Jaz bom dal vse od sebe in odigral po svojih najboljših močeh. Zato, da je Marino tako uspešen, je seveda potrebno veliko predanosti in truda ter treningov. Sam je sicer član železničarskega teniškega kluba Maribor. Zdaj imamo dnevno treninge, včasih 2. Trenira v skupini, kot se pravi sparinge, rotacije in takšne stvari. In potem imamo tudi ali posebej, ne, se pravi tehniko, taktiko, psihološke priprave, to delava sama, potem ali po tem treningu, ali pri nas, ali v Avstriji, ali pa tudi tukaj v Murski Sobote, odvisno pač od situacije. Tako da kakšnih posebnih priprav ni, ker priprave so tako ali tako na sezono, ne, letos na pripravah v marca v Medulinu v okviru Zveze za šport invalidov Slovenije, pod njeno organizacijo, se pravi, in uspešne priprave, in potem se priprave naredijo in potem je seveda sezona, ne, in sezona se potem odigra do, sedaj je podaljšana, ker imamo že Australian Open, tako da je sezona dolga, naporna, tako da vmes treba kakšne še, se pravi, fizične priprave obnoviti in tako naprej, ne. Tako da tenis je zelo naporen šport in zahteven šport, zelo kompleksen in tukaj se pravi, moraš biti vpet od 1.1. do 31.12., če ne, te verjetno ni.
Kljub vsem odličnim dosežkom športnikov invalidov so, kot ugotavlja trener in oče Marina Darko Kegl, ti pogosto še vedno zapostavljeni. Izpostavlja, da je vrhunski invalidski šport ravno tako, če ne še bolj zahteven kot šport slišečih ljudi. Inkluzija invalidov v umeščanje v sredino, se pravi, da so priznane, je pot zelo dolga. Imamo že v svetu veliko primerov, ko uspešno integrirajo športnike invalide v zdravo okolje, rečemo temu, in da ni več tistega, da smo šport normalnih in šport invalidov, da sta dva različna svetova in da so se pravi invalidi vredni manj. Ne. To je bilo včasih, v nekih starih časih je bilo, če si invalid, nisi za nič, ne. Nisi za nobeno rabo in so bili, bi rekel, zapostavljeni, diskriminirani in odrinjeni. To želimo mi, se pravi to zavest v ljudi prenesti, da športnik invalid ni, oziroma da invalid ni neumen, ni bi rekel, nič drugačen kot marsikdo izmed nas, da je prav tako sposoben, ampak treba mu dati možnost. Tenisači so v Mursko Soboto prispeli v sredo, nekateri v četrtek. Danes zjutraj ob 9 pa so se že odvile prve tekme, in sicer četrtfinale in polfinale v obeh konkurencah. V soboto imamo potem polfinala, v nedeljo bodo pa finala na vrste, se pravi moški in žensko finale. Tako da upam, da bo turnir tako uspešno zaključen, kot je bil prejšnje leto, ne. Seveda ne bi šlo brez podpore. Te so deležni strani številnih pokroviteljev, v veliki meri pa tudi mestne občine Murska Sobota. Izjemno sem vesel in počaščen, da lahko gostimo v Murski Soboti turnir takšnega ranga. Dejstvo je, kot je bilo že povedano, je turnir izjemno močen, praktično lahko povemo najboljši igralci sveta, in po dveh uspešnih turnirjih, ki smo jih že organizirali v letošnjem letu, sem prav bil v velikem pričakovanju tega turnirja, kajti na tem turnirju nastopa naš izjemni športnik Marino Kegl. Moram povedati, da sem njegove rezultate spremljal že prej, ko še nisem bil župan, in tudi v prvem najinem srečanju se je takoj začutila ena dobra kemija med nama, in dejstvo je, da njegovi dosežki predstavljajo izjemne športne dosežke. Ta turnir je prav priložnost, da tudi tukaj doma, v domačem kraju, podpremo našega izjemnega športnika. Zato tudi vabim vse občane, da pridejo si ogledati tekme. Turnir se bo odvijal zunaj, kar je sedaj večja priložnost za gledalce kot v tistih zimskih časih, ko je turnir v šotorju, ker je nekako potem mora biti za gledalce bolj prilagojeno. Zdaj pa imamo možnost in priložnost, da podpremo te res izjemne vrhunske športnike svetovnega ranga. Seveda s tem tudi pomagamo našemu Marinu do čim boljšega dosežka. Župan Damjan Anželj je priložnost izkoristil tudi za predajo posebne plakete Marinu. Ob prireditvi naj športnik je bil upravičeno odsoten, saj je sodeloval na močnem turnirju, je pa prejel nagrado za izjemne športne dosežke v letu 2023 in dovolite mi in z veliko čast mi je, da mu lahko to nagrado danes tudi podelim. Marino Kegl bo ta turnir izkoristil tudi kot del priprav na Evropsko prvenstvo gluhih v tenisu, ki bo od 22. do 29. junija v Beljaku v Avstriji.